Lep pozdrav, tukaj Blaž, govoril pa bom o tem, zakaj se ljudje tako zelo močno, vedno ali pa večinokrat počutimo zelo inferiorno in manj vredno in izkot to izvira. Namreč, ko sem opazoval samega sebe in svoje občutke manj vrednosti, sem spoznal to, da velikokrat dopuščam, da začnem razmišljati in se v razmišljanju primerjati z drugimi ljudmi in stvarmi in potem enostavno začnem soditi samega sebe v primerjavi z drugim človekom ali pa z neko drugo stvarjo. In kar se večinokrat zgodi, je to, da presodim, da jaz nisem toliko dober ali pa toliko vreden kot nek drug človek ali pa neka druga zadeva, zato ker najdem razne izgovore, zakaj sem jaz pač manj vreden, ne? Zakaj ima drug več pravic, recimo, se označevati kot več vrednega kot jaz. Recimo povprečni ljudje se zelo ponovadi počutimo manj vredne v navzočnosti nekoga, ki je recimo v službi na višjem položaju od nas, ne? Torej samo zato, ker ima več denarja recimo, ker zasluži več denarja, se začnemo z njim primerjati in primerjamo našo plačo in potem se počutimo inferiorne, zato ker ima on večjo plačo in nas je potem sram, recimo nas v družbi takega človeka, ali pa če je nekdo v službi na položaju, ki je kakor nam nadrejen položaj, se pravi, da ta človek lahko nam ukazuje, mi obratno pa ne moremo početi in se potem enostavno počutimo inferiorno proti temu človeku, zato ker sprejmemo v svojih mislih te izgovore, zakaj smo zdaj mi manj vreden človek od nekega drugega, pač na podlagi recimo tega izgovora, da je on na višjem položaju službenem po hierarhiji kot mi. Ali pa recimo, ko gledamo televizijo in gledamo neke zvezdnike, neke znane osebe, se recimo primerjamo z njimi v smislu, ne vem, če gledamo pevce, ali bi mi znali tako zapeti zdaj iz prve, kakor oni znajo nekaj zapeti. Ne, seveda ne, ker mi ne vadimo tega vsak dan, oni pa, čeprav mi tega ne upoštevamo v tistih mislih, ne, mi se samo instantno primerjamo in ugotovimo, da mi pač nismo primerljivi s tistim človekom, da ne znamo tako dobro delati tega, kar nek zvezdnik zna in potem se spet počutimo inferiorno, nas je sram in se pač nasploh počutimo manj vredne. Ali pa recimo, kadar gledamo neke politike ali pa neke take osebnosti, ki so znane po tem, da odločajo ne samo v ožjem krogu, ampak da odločajo o širših stvareh, recimo o nekih stvareh v državi, da imajo možnost vplivati na širši krog ljudi in tako naprej. Ob takih politikih se posebej ponovadi še bolj počutimo inferiorno in nevredno in ne vem, jih občudujemo, jih kujemo v zvezde ali pa skratka se počutimo manj vredno. Zdaj, drug ta refleks oziroma obrambni refleks te našega občutka manj vrednosti je pa ta, da se določeni ljudje ali pa v bistvu se vsi kdaj potem, ker hočemo to svojo manj vrednost kompenzirati, ne pač odstraniti, nočemo se počutiti manj vredne, zato potem kompenziramo s tem, da gremo v drugo polarnost in se hočemo narediti več vredne od nekoga, od nekega človeka ali pa od neke stvari, za katero dojemamo, da smo manj vredni. Ne? In recimo še posebej tisti ljudje, ali pa takrat, še posebej takrat, ko mi se delamo superiorne, ko je to očitno drugim, ne, in tudi nam, če smo samo iskreni, da se postavljamo nad druge ljudi ali pa nad neko stvar, še posebej takrat se počutimo zelo inferiorno. Ne. In tako da to je tak sigurno pokazatelj tega, da se nekdo počuti nemočno, inferiorno, manj vredno, takrat, ko se želi delati superiornega, ne, nad drugimi ljudmi, recimo. Tako da izvor obeh teh načinov obnašanja ali pa občutkov, torej in manj vrednost in več vrednost, izhaja pač iz tega, da se mi začnemo primerjati z drugimi ljudmi ali pa z neko stvarjo in se potem začnemo označevati v primerjavi z drugimi kot manj vredni, zaradi raznih razlogov in izgovorov, ki jih najdemo skozi razmišljanje in primerjanje s tem, s to stvarjo ali s to osebo. Tako da to je seveda ne samo
neprimerno ali pa nezaželjeno, ampak tudi nesprejemljivo, zato ker ko se počutimo mi manj vredno, enostavno tudi začnemo sprejemati to, da lahko nekdo drug z nami upravlja in ravna na tak način, da nas pač izrablja. Ker je seveda, ker mu dopuščamo, ker če se počutimo mi manj vredno in to upravičimo v svojih mislih, potem enostavno dopuščamo, da imajo drugi ljudje več vpliva, več denarja, več pravic in tako naprej, ne? Čeprav smo vsi enakovredni in imamo vsi enakovredno pravico do dostojnega življenja, ne? Ker nasplošno v družbi vsi to zelo sprejemamo, preveč sprejemamo, imamo potem danes tako zelo hierarhično razslojeno družbo, kjer pač sprejemamo predvsem to, da se ljudje primerjamo na podlagi denarja, ne? Se pravi, če ima nekdo več denarja, ima s tem več moči in to enostavno sprejmemo kot sprejemljivo, ker pač kapitalizem tako deluje, da v kapitalizmu rangiramo ljudi glede na to, koliko denarja imajo ali pa so sposobni si pridobiti na kakršenkoli način že. Tako da, to je seveda nesprejemljivo, ne, da se v družbi na tak način obnašamo in to lahko edino odpravimo na tak način, se pravi to našo inferiornost in pa superiornost, da najprej v samem sebi samo iskreno pogledamo, kje se mi sami primerjamo z drugimi ljudmi, na tak način, da se postavljamo ali v inferioren položaj ali v superioren položaj. To pa naredimo tako, da začnemo samo iskreno opazovati svoje misli, da si misli tudi napišemo v dnevnik, da opazujemo, kako razmišljamo, kako točno se primerjamo recimo s politiki ali pa z šefom v službi ali pa z nadrejenimi ali pa z slavnimi ljudmi in tako naprej in potem ugotovimo, kako točno se primerjamo in zakaj se sploh primerjamo in na kakšen način opravičujemo to, da smo mi do nekoga inferiorni, spravi manj vredni ali pa več vredni. In potem si te vzorce razmišljanja odstranimo z uporabo samoodpuščanja. Ne, recimo, če dam primer, začnemo. Odpustim si, da sem sprejel in si dovolil, da politike ali pa politične osebnosti dojemam kot več vredne od mene, zato ker se primerjam z njimi in potem ugotavljam, da so ti ljudje boljši govorci kot pa jaz. In zato, ker jih dojemam kot boljše govorce, potem posledično sprejmem, da sem jaz manj vreden človek od njih. In potem, ko opazim in se zavem, da se spet primerjam z političnimi osebnostmi na tak način, da se sprejemam kot njimi manj vrednega, se ustavim in diham. Zavedam se, da sem si ta občutek manj vrednosti ustvaril, tako da sem razmišljal in se primerjal s temi politiki na tak način, da sem sodil njihov govor kot boljši od mojega in potem sem posledično sprejel, da sem jaz manj vreden in sem se počutil inferiorno in me je sram ob njihovi prisotnosti in sem sramežljiv in skratka se počutim manj vredno. Spravi, zdaj pa naslednjič, ko bom v takšni situaciji, se ne bom več počutil manj vredno, ampak bom enostavno se zavedal, da sem jaz kot človek enakovreden drugemu človeku in vsem drugim ljudem, ne glede na to, kaj so in kaj obvladajo, boljše od mene ali pa slabše od mene, in to sploh ni pomembno, ker smo vsi ljudje živa bitja in smo zato vsi imamo enakovredno pravico do dostojnega življenja in je nesmiselno, da se med seboj primerjamo na tak način, kdo je več vreden in kdo je manj vreden. Vsi smo enakovredni. In recimo to je en primer takega samoodpuščanja in spoznanja, ki ga dobimo skozi samoodpuščanje. In potem nadaljujemo tok časa in to upeljujemo v svoje vsakdanje praktično življenje, da se enostavno nehamo primerjati z drugimi ljudmi, ne glede na to, kdo so in kaj počnejo, in da se enostavno zavedamo, da smo enakovredni z vsemi in potem tudi k vsem ljudem lahko pristopamo na tak enakovreden način in nas nikoli ni sram, nas ni strah, se ne počutimo manj vredno, se ne delamo superiorne in več vredne nad drugimi in tako naprej in to na tak način ustvarimo veliko bolj konstruktivne in podporne medčloveške odnose. Ker pač ti ne temeljijo potem na čustvih, na iracionalnem razmišljanju in odločanju, ampak na zdravem razumu. Tako da, to je danes tega, kar sem hotel povedati na temo občutka manj vrednosti. Če bi kdo rad kaj dodal, lahko napiše pod komentarje, pod video.
In hvala za poslušanje in lep pozdrav.